Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Nebeški Oče, zahvaljujemo se ti za tvojo besedo. Ti si tako čudovit do nas, radi imamo tvojo besedo in se ji s spoštovanjem približujemo, ter pričakujemo zdravilni učinek Božje besede v našem življenju, v Jezusovem imenu. Amen. Pred leti sem napisala knjigo z imenom Venec namesto pepela. Bilo je leta 1994. V njej je nekaj mojih izpovedi in tam je tudi govor, kako napraviti stopinje, da premagate v svojem življenju čustveno ranjenost ali vsake vrste zlorab. Ta knjiga je polna dobrih informacij in majhnih napotkov, ki vam bodo pomagali se zares veseliti življenja, za katerega je Jezus umrl, da bi ga vam dal. O tem vas bom danes poučevala. Prerok Izaija 61. poglavje, vrstica 1-3, so vrstice, ki so me vzdrževale skozi prva leta moje zmedene poti za Bogom, kajti zelo pogosto si mislimo: veste, sedaj sem jaz s Kristusom, hodim v cerkev, vse v mojem življenju bi se morala urediti. Vendar se ne zgodi vedno tako. Jaz sem bila v precej razširjeni cerkveni skupnosti in sem v tej skupnosti tudi poučevala. Hodila sem v cerkev in dovolj zanimivo je bilo to, da se ni kaj dosti spremenilo na boljše v mojem življenju. V sebi sem imela spoznanje, da je Kristus moj odrešenik. In sem poslušala dobra predavanja o Božji milosti in to sem obvladala. Razumela sem stvari, ki so zadevale doktrine in jih je bilo treba razumeti. Tudi sem poslušala predavanja o Očetu, Sinu in Svetemu Duhu, o Kristusovi krvi, o smrti in stajenju, nič pa nisem vedela, kaj naj počnem s svojim vsakdanjim življenjem. In v letu 1976 se je Bog dotaknil mojega življenja na zelo mogočen način in mi dal veliko lakoto po Božji besedi. Začela sem študirati Božjo besedo in zavedla sem se, da imam veliko problemov v svoji duši, ki so ostali zaradi zlorab v mojem otroštvu. Vidite, pogosto se zgodi, če smo v okoliščinah, ki nas prizadenejo, če smo v odraščanju v takšnem položaju, kjer smo bili ranjeni, če nam niso izkazovali dovolj pozornosti in ljubezni, če ste doživeli veliko jezikovnih zlorab ali vam je nekdo jezno ves čas govoril, da niste za nobeno rabo in neprestano vas kritiziral in iskal vaše napake, zakaj ti nič ne veljaš, zakaj nisi tako tvoj brat, zakaj ne moreš biti kot tvoja sestra. Saj veste, kaj govorijo jezni ljudje. Mogoče so vas spolno zlorabljali, kakor je mene moj oče. Mogoče je bila to vaša mati ali kdo drug v družini, v sosedstvu. Mogoče se je zgodilo to enkrat ali dvakrat. Za mnoge pa se je to dogajalo mnogo let, kakor sem tudi jaz doživljala. Mogoče so vas fizično zlorabljali. Poznam ljudi, ki so jih zapirali v stranišča, v omare in jim niso dali jesti. Tepli so jih brez milosti, ker so bili njihovi starši duhovno bolani ali pa zelo jezni. Neverjetno je, kako strašne stvari ljudje delajo drugim ljudem. Vendar ena stvar, ki mi je zares pomagala, je, da sem se spomnila, da ranjeni ljudje ranijo druge. Ne verjamem, da je veliko ljudi, ki bi se zjutraj vstali in si mislili: dobro, videl bom, koliko ljudi lahko danes spravim slabo voljo. Zares mislim, da ljudje velikokrat ravnajo tako iz svoje lastne bolečine. Satan želi, da nas kdo rani in potem, ko smo mi jezni, zagrenjeni in maščevalni, nas prav to spodbuja, da se smilimo sami sebi, se podamo v vse vrste odvisnosti in preživimo svoje življenje v sovraštvu do nekoga drugega. Potem ranimo druge, tako pa se lahko ves postopek ponovi. In tako gre iz generacije v generacijo. Vendar sem danes tukaj, da vam oznanim veselo novico. Če so vas v preteklosti ranili, potem ni potrebno, da gre to na druge osebe. Vi imate takšen privilegij, da lahko prikličete Jezusovo ime in verujete v moč Božje besede, da vas popolnoma ozdravi in stori tako, kot da se vam ni nikoli nič zgodilo. Prav tako pa vas lahko ohrani, da ne bo nikoli prešlo na nobenega drugega v vaši generaciji. To je dobra, čudovita novica. Amen. Dajte Bogu čast.
V teh zgodnjih letih sem tako obupno verjela v Božje obljube, ko sem to poskušala študirati in hoditi skozi življenje. Ne bom vam pravila, da če ste zares težko ranjeni, z veliko zmešnjave v vaši duši in umu in so tudi vaša čustva razburkana, potem tudi ne veste, kako napraviti pravo odločitev. Mogoče hočete vse kontrolirati ali pa se povlečete v pasivnost in nočete napraviti nobene resnične odločitve. Vi kar lebdite v svojem življenju in čakate dan za dnem, kaj se bo zgodilo. Potrebno bo posvetiti nekaj časa, marljivosti, študija in molitve. Veliko molitve, da boste lahko prišli ven iz tega in ozdraveli. To je vaše zaradi kreposti in Kristusove krvi. Bog nam je zakonito to podaril kot dar, mi pa se moramo naučiti, kako bomo ta dar prilagodili v naše vsakdanje življenje. Včasih so ljudje zmedeni, ker mislijo, rekla si, da me je Jezus osvobodil, zakaj sem potem v takšni zmešnjavi? Rekla si mi, da sem ozdravljen po Jezusovih ranah, zakaj sem še vedno v zmešnjavi? Rekla si mi, da mi bo dal lepoto namesto pepela, vendar zakaj se moje življenje še naprej ruši? Zato, ker vse te stvari pripadajo vsakemu izmed vas. Vi, ki gledate televizijo in če ste bili kdaj ranjeni, zlorabljeni, izrabljeni, zapuščeni, izdani in ste imeli v svojem življenju prijatelje, ki so se vam posmehovali, ste bili zavrženi ali ste sedaj kakorkoli čustveno prizadeti, jaz bom to poimenovala, da ste oseba z zlomljenim srcem. Dobra novica je v tem, da vas je Jezus že osvobodil. On vas je že osvobodil. En del mojega poučevanja kot učiteljica v Kristusovem telesu je, da vas naučim, kako iti ven iz zapora skozi vrata, ki pa so že odprta. Naučiti vas moram videti, kaj je vaše in da dovolj verjamete, da se lahko dokopljete ven ter začnete to udejstvovati v svojem življenju. To je čudovito potovanje, nekaj neverjetnega, zares čudovito potovanje. Koliko izmed vas misli, da razumete, kar sem pravkar povedala? Vsaj delno. Prav. To vam pomaga razumeti in potem se ne boste spraševali, no, če sem odrešen, kaj je potem narobe z mano? Dobro, mogoče ste odrešeni, vendar pa še niste preobrazili svojega uma. Jaz sem bila odrešena, vendar je moj bil koš za smeti. Nisem vedela, kako naj mislim, bila sem kritična, obsojajoča, sumničava in jezna. Mnoge moje misli so bile temne in samotne. Nisem vedela, da vsakič, ko prebiram Božjo besedo, se učim, kako misliti na drugačen način. Če bi mi vedeli, kako je to pomembno, bi porabili veliko več časa za to, kakor pa samo nekaj minut, če je dan dober. Če je dan dober. Amen. Moje čustva so bila zmedena. Nisem vedela, kako naj ravnam z ljudmi. V odnosih do ljudi sem bila nočna mora. Zmedena sem bila, ko sem kaj hotela. Šla sem iz enega ekstrema v drugega, morala sem nadzorovati vse ali pa sem se oklenila nekoga, ki je bil močnejši od mene, da me je on vodil. Tako sem hodila sem in tja kontrolirati druge in biti kontrolirana, pa spet nazaj. To pa ni način, ki ga Bog hoče, da ga živimo. Jaz vam hočem nazorno prikazati nekatere probleme, ki sem jih imela. Hočem, da veste, da čeprav sem bila odrešena in bi šla v nebesa, sem se počutila bedno in sem potrebovala ozdravljenje v moji duši. Mislila sem si, ko sem zapustila svojega očeta pri 18 letih, da sem se rešila vseh problemov in da jih nimam sploh nič. Odšla bom proč od tega problema in potem bo tega konec v mojem življenju. Vendar pa se nisem zavedala, da čeprav sem odšla proč od problemov, sem jih vzela s seboj v svoji duši. Še vedno imam rezultate v svoji duši. Mnogi ljudje se ne zavedajo, da potrebujejo ozdravljenje v svoji duši. Samo zato, če se umaknete od nečesa, kar vas boli, še ne pomeni, da vas ne bo ranilo. Jezus je rekel, da je prišel zato, da bi ozdravil zlomljena srca in osvobodil jetnike. Kdo je oseba z zlomljenim srcem? Mislim, da je to nekdo, ki je z zlomljeno osebnostjo. Ranjeni so v svojem značaju. Vsaka oseba na svetu ima svoj temperament ali značaj, ki mu ga je Bog dal in zapovedal. Vaša osebnost se v veliki večini razvije kot rezultat značaja. Vendar so še posebej stvari, ki so se vam zgodile v zgodnjem otroštvu. Prav, z rojstvom sem dobila močno, agresivno, kolerično osebnost tipa A. Moje odločitve so hitre, sem drzna, rojena sem bila kot voditeljica, lahko navdušim ljudi,
vendar sem bila ranjena. Moj oče me je kar naprej spolno zlorabljal, nekako 12 do 15 let. To je tudi vse, česar se spominjam. Moja mama ni vedela, kaj bi s tem storila, čeprav je vedela o tem, ni storila nič. Tako me je on zlorabil, ona pa me je zapustila. In tako sem preživela veliko zares samotnih let. Kaj se je potem zgodilo z mano? Ta del močne osebnosti je postala osebnost kontrole. S svojim jezikom sem vas lahko v nekaj trenutkih razsekala na koščke. Amen. Vidite, Bog mi je dal dar jezika. Sedaj sem jaz skoraj dobesedno jezik v Kristusovem telesu. Mislim, če še niste opazili, je to moje delo. Govorim, ne delam nič drugega, ne pojem, ne igram inštrumentov, jaz pač govorim. Moj blagoslov je v jeziku. Govorim po celem svetu, po televiziji. Zato se ne čudim, da je hudič moral imeti nadure, ko sem bila majhna in me je v notranjosti poskušal tako zelo prizadeti in raniti, da bi imela v sebi tisto trdoto in grenkobo v duši in bi vsakič, ko bi odprla usta, prišlo ven nekaj trdega. Nekaj, kar reže. Bog me je obdaril, da lahko pomagam ljudem in hudič me je tako ranil, da je lahko upal le na maščevanje, da bom ranila druge ljudi. Vendar zahvala gre Bogu. Zahvala gre Bogu. Da, hvala Bogu. Kajti on ozdravlja zlomljena srca in odpre vrata ječe ter osvobaja jetnike. Amen. Danes vam hočem povedati, da vas Jezus lahko pozdravi in to vse, kar vas rani. On ni samo umrl, da bi mi nekoč lahko šli v nebesa in bi tam prebivali ter bi končno bili srečni. Večno življenje se začne tisti trenutek, ko prejmemo Kristusa. Večno življenje vključuje življenje, kakor ga ima Bog. Lahko vam povem, da on ne sedi danes v nebesih in se samemu sebi smili. On ni poln zagrenjenosti, nezadovoljstva in ni depresiven, ni malodušen, ni obupan, razočaran ali pobit. Tudi mi imamo to življenje, prebiva v nas, naše notranjosti, če le uspemo stopiti ven, v dušo, kjer se lahko začne postopek ozdravljenja, ki ga potrebujemo in se potem pokaže v našem življenju. Bog hoče, da greste danes ven in da ste odločeni, da ne preživite niti ene noči več z žabami. Kaj? Kako si prišla do žab? No, napotimo se k 2. Mojzesovi knjigi, 8. poglavje. Ko so Izraelci v egiptovskem suženjstvu klicali k Bogu, da bi jim poslal odrešenika, Mojzes, ki je bil po odrešenski podobi upodobljen kot Kristus, je bil poslan, da jih reši. Faraon, ki naj bi predstavljal hudiča, jih ni pustil oditi. Torej, Bog jim je poslal nadloge in to eno za drugo. In je rekel, ti boš imel bedno življenje, dokler ne pustiš mojih ljudi oditi. Ena izmed teh nadlog so bile tudi žabe. 8. poglavje, 1. vrstica. Gospod je rekel Mojzesu, reci Aronu, iztegni svojo roko s palico nad reke, prekope in ribnike in pripelji žabe nad egiptovsko deželo. Jaz sem danes tukaj, da vam povem in oznanim hudiču, dopusti Božjemu ljudstvu, da bodo služili Bogu. Amen. Za Boga bom danes glasnica in govornica, ter bom rekla, Gospod govori, da pustim oditi mojemu ljudstvu. Če ne boš dopustil, da bi odšli, potem bom udaril tvojo deželo z žabami. Reke se bodo napolnile z žabami, ki se pa bodo pospele in prišle v tvojo hišo, spalnico in v tvojo posteljo. Prišle bodo nad tvoje ljudstvo, v tvoje peči, v tvoje nečke in v tvoje testo. Bog slikovito pokaže prisotnost žab. Žabe so namreč vse posod. Veste, če ste bedni v svojem življenju, potem je ta beda vse posod, kamor greste. Žabe, žabe, žabe. Samo pomilovanje.
žabe jeze, žabe zagrenjenosti, žabe sovraštva. Dajte no, ali ste še z mano tam zunaj? Kdaj boste odpustili ljudem, ki so vas prizadeli? Kdaj boste nehali govoriti, to je pretežko, preveč je, to ni fair? Prav sedaj. Prav sedaj. Danes je dan, ki ga je napravil Gospod. Veselil se bom in se radoval. Izaija 61, 1-3. To besedilo je čudovito. Izaija prerokuje o Jezusu. Duh Gospoda Boga je nad menoj, ker me je Gospod mazilil in usposobil, da oznanim blagovest ubogim, pohlevnim in trpečim. Ali vi sploh veste, da Jezus ni hodil v bogoslovje? In tudi jaz nisem. Lastim pa si iste stvari, kot si jih je lastil Jezus. Usposobljena sem za poučevanje, ker me je On mazilil, da oznanjam veselo znanilo ubogim in trpečim. Seveda nisem rekla, da On ni študiral Božje besede. On je ves čas študiral in gotova sem, da se je učil od učenjakov. Hočem samo poudariti dejstvo, da če ste preskočili nekaj izobrazbe, to še ne pomeni, da vas Bog ne more uporabiti. Bog vas lahko mazili, da lahko storite neverjetne stvari. Njegovo maziljanje je v njegovi moči. To je dar Svetega Duha, ki pride na vas in vas usposobi, da storite karkoli vam Bog zapove. Naj vam nekaj povem. Vi ste čudež, ki čaka, da se bo zgodil. Poslal me je, da oznanim veselo oznanilo ubogim, pohlevnim in trpečim. Poslal me je, da obvežem in ozdravim zlomljena srca, da osvobodim duhovne in fizične jetnike in odprem vrata ječe ter odprem oči tistim, ki so v vezeh. To je to. Vrata ječe so že odprta. In upam, da vam bom danes odprla oči z Božjo besedo, da boste lahko videli. Ko vidite, ko zares vidite in si rečete, ni potrebno, da še naprej tako živim. Ni potrebno, da sem v zankah preteklosti. Ni se mi potrebno počutiti, da sem za nič. Moja mati mi je tako govorila, ko sem bil star 10 let. Ni se mi potrebno čutiti, da je moja napaka, če me je sosed zlorabljal. Ni mi potrebno, da živim svoje življenje polno sovraštva in zagrenjenosti. Danes je nov dan. Božja milost je vsak dan nova. Danes je nov začetek zame. Danes je nov začetek za vsakega izmed vas in danes je nov začetek za vsakogar, ki nas gleda po televiziji. Veste, da vas imamo radi, čudoviti ste. Res hvala vam, da gledate moj program in upam ter molim za to, da vas Božja beseda ozdravi v vsakem področju vašega življenja. Da odprem zapore in oči tem, ki so v vezeh. Da oznanim leto Gospodove milosti, leto njegove naklonjenosti, usmiljenja in dan maščevanja našega Boga. Jaz imam rada naklonjenost, to pomeni, da se bodo stvari zgodile v vašo korist, ki pa si jih sploh ne zaslužite. Wow! Rada imam te stvari o maščevanju našega Boga, kajti to pomeni, da se vi lahko umaknete v počitek in se bo Bog ukvarjal z vašimi sovražniki. Rekel je, maziljen sem, da potolažim žalujoče. Da prinesem tolažbo in veselje tem, ki žalujejo na Sionu in jim dam venec ali krono na mesto pepela. Veste, da imamo tukaj danes veliko moških, ki si mislijo, da je venec na mesto pepela nekaj za ženske ali pač. Naj vam nekaj povem, tudi vi ste lahko od časa do časa si nadenete venec lepote. Koliko izmed vas se s tem strinja in boste to uporabili? Prav. Torej ste danes v lepotni trgovini za svojo dušo.
Lepota namesto pepela, venec namesto pepela, mazilo veselja za mrmranje, izbrano obleko zahvaljevanja namesto težkega bremena in upadlega duha. To lahko imenujemo drevo pravičnosti in Gospodov nasad, kjer ga lahko slavimo. 7. in 8. vrstica. Me že dolgo privlačita. Namesto vaše prejšnje sramote vam bo povrnjeno dvakratno. To pomeni, da boste imeli povračilo in nagrado. Namesto zaničevanja in graje se bodo vaši ljudje radovali v svojem deležu. Poglejte sedaj to. Zato bodo v svoji deželi, ne ko umrejo in bodo šli v nebesa, vendar v svoji deželi bodo posedovali dvojni delež tega, kar so imeli prej. Njihovo veselje bo večno. Uganite, kaj še prihaja. Dvojno povračilo za vaše nadloge. Ne dvojne nadloge, ampak dvojni blagoslov za vaše pretekle nadloge. Rekli boste, ali moram kaj storiti? Seveda, Sveti Duh vam bo dal navodila. On vas bo vodil. Sveti Duh je naš svetovalec. In ve natančno, kaj moramo storiti in kdaj. Ko smo spet na pravem mestu in nas to ni popolnoma uničilo. Lepota namesto pepela. Dvojno za vaše težave. Zakaj? Zato, ker Gospod ima rad pravičnost. Rada imam to. Veste, kaj to pomeni? To enostavno pomeni, da vse, kar je narobe, napravi Gospod spet tako, kot je prav. Lepo. Ali ni to lepo? Če ste pohlevni, ubogi, trpeči, če ste ranjeni, če se počutite izgubljene, če ste bili zmedeni, ker so z vami slabo ravnali, če ste vi slabo ravnali s svojim življenjem, se vam ni potreba povleči v sramoto in strah, kajti vi ste prav tista oseba, za katero je Jezus prišel. On je prišel za tiste, ki so bolni, in ne za tiste, ki so dobro. Veste, obstaja veliko vrst zlorab. Zelo hitro jih bom naštela. To so spolna zloraba, besedna zloraba, mentalna zloraba, celo duhovna zloraba. Nekateri ljudje se dajo voditi duhovnemu vodji, ki to zlorablja. Tu je cela vrsta čustvenih zlorab. Tu je verbalna zloraba, izgovorjene besede uničijo stvari. Sveto pismo pravi, moč življenja in smrti je v jeziku. Kdo izmed vas je izkusil besedno zlorabo v svojem življenju? Vidite, to je vse preveč ljudi. Hudič je zelo živ na planetu Zemlja. Ali tega ne opazite? Jaz pa vam pravim, da vam ima prav nebeški Oče nekaj zapovedati. To je tisto, kar se morate sedaj naučiti, kako verovati. Ni to, kar vam je mama rekla, da je pomembno. Pomembno je to, kaj pravi nebeški Oče. Ni pomembno, kaj vam je pravil vaš ati. Pomembno je to, kaj vam govori vaš nebeški Oče. Ni pomembno, kaj pravijo vaši učitelji, ali sošolci, ali vaši bratje, ali sestre. Tudi, če vas vaši starši niso prav nič imeli radi, naj vas danes spodbudim, da... Prosim, ne razumite me napačno. Ampak niti ni tako pomembno, ker vas Bog ljubi. Bog vas ima rad in to vedno, dovršeno, popolno in brezpogojno. Če sem odkrita, lahko rečem, da me moji starši niso imeli radi. Mislim, moja mama me je imela rada, vendar ti ne ljubiš svojega otroka zares, če ga zapustiš v takšni situaciji, kot sem bila jaz. Imela je svoje slabosti in bilo je strah, to razumem, nič nimam proti njej, vendar nikoli nisem bila deležna prave otroške ljubezni. Božjo ljubezen bi se morali naučiti od svojih staršev, pa se je ne. Vendar ni prepozno, da bi prav sedaj začeli. Nič me ne zanima, če sedite tukaj in ste stari 75 let, lahko začnete danes. Da prejmete Božjo ljubezen. Božja ljubezen ozdravlja naše ranjene duše. Tako vam bom pokazala besedilo v pismu Efežanom 3:16 in želim, da ga vsak dan molite za svoje življenje. Skoraj vsako jutro molim ob tem besedilu.
Veste, ko začnete na glas ponavljati Božjo besedo, začnete verjeti in jo izgovarjati. Tako začnete moliti in jo pošljete nazaj k Bogu. Tako ga zavezujemo, da on izpolni svoje obljube, če v njih verjamete. Amen. Recite, Oče, jaz verujem in bom danes to prejel. Naj vam da po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem svetem duhu močno utrdite in postanete močni v notranjem človeku. Ta že prebiva v najskritejših kotičkih vaše osebnosti. Aleluja. Sveti duh, pridi in stopi v mojo osebnost. Pridi danes, Gospod, prebivaj v meni, kajti jaz ne bom prostaški, ampak bom prijazen. Ne bom žalosten, ampak bom poln veselja. Ne bom jezen, ampak bom hvaležen. Danes se ne bom smilil sam sebi. Šel bom od doma in poiskal nekoga, ki potrebuje pomoč. Pridi, Sveti duh, in najdi prebivališče pri meni. Kdo izmed vas bo to vsak dan molil? Vsak dan. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.